Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Zimski dnevi so kot nalašč za snežne dogodivščine. Pa če tudi snega ni, si lahko s prijatelji pričaramo zimsko vzdušje. Tokrat vam bom prebrala nekaj zimskih zgodb, ki ogrejejo srce. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljicam iz knjižne zbirke Zakladnica sneženih zgodb. Zajčkov snežak. Zunaj je sneg, je zaklical zajček. Zelo se ga je razveselil. Tekmujmo, kdo bo naredil najboljšega sneženega moža, je predlagala njegova starejša sestra. Zajček je premajhen, da bi znal narediti snežaka, se je zasmejal njegov starejši brat. Ne pa nisem, se je razjezil zajček. Opazoval je, kako je brat s tačkami zajel sneg, ga oblikoval v kepo in jo začel valiti po tleh. Kepa je postajala vse večja, dokler ni bila skoraj tako velika kot zajčkova glava. Pa saj to sploh ni težko, je rekel zajček. Še sam je zajel nekaj snega in ga začel prevračati po tleh. Ups, spotaknil se je in kepa se je razletela. Smola, se je oglasil brat. Velika kepa ti pa res ne gre prav dobro od rok. Zajčkova sestra je naredila svojega snežaka in ga je pravkar krasila. Okoli vratu mu je zavila vijoličast šal, na glavo pa poveznila staro volneno kapo. Izvoli, ta korenček mu lahko namestiš na nos, je rekla zajčku. Zajček je hotel korenček nežno potisniti v snežakovo glavo, da bi imel nos. A je malce premočno pritisnil in snežakova glava se je zamajala. Zajček, je zavpila njegova sestra, uničil mi boš snežaka. Mogoče sem pa res še premajhen, da bi naredil snežaka, je pomislil zajček. Žalosten je odšel. Ni gledal, kje hodi. Tup, zadel je ob drevo. Plop, nanj se je vsul sneg z vej. Zajček je bil od nog do glave zasnežen. Stekel je nazaj k bratu in sestri, da bi jima povedal, kaj se je zgodilo. In ko sta ga zagledala, sta se zelo prestrašila. Na pomoč, je zavpil zajčkov brat. Živ snežak prihaja. Zajček se je otresel, da je sneg poletel daleč naokoli. Ko sta njegova brat in sestra videla, kdo je živi snežak, sta se začela smejati. Zajček, je rekel brat, ti si zmagal na tekmovanju. Tako je, se je zahihitala sestra. Naredil si daleč najboljšega snežaka. Sedaj pa zgodba z naslovom Krtkov sneženi dan. Prišla je zima in Krtek je komaj čakal, da zapade sneg. Vsak dan je šel ven in gledal v nebo. Pihalo je in deževalo, o snegu pa ne duha, ne sluha. Pridi noter, je naročila mama, sicer se boš še prehladil. Nekega jutra pa je Krtek odgrnil zavese in zagledal sneg. Sneži, je zaklical, ampak ojej, kako hripav glas je imel. Grlo ga je bolelo in glava tudi. In naenkrat je močno kihnil. Ači! Krtek se je prehladil. Pri vratih je pozvonilo. Prijatelji so prišli po Krtka. Sneži, je zaklical zajček, pridi se ven igrat. Krtek je smrkal in hrkal ter znova kihnil. Ači! Ne morem, je rekel žalostno. Prehlajen sem. Moral je v posteljo. Mamica ga je toplo pokrila. Ni pošteno, je pobito zastokal. Tudi jaz bi se rad igral na snegu. Še enkrat je močno kihnil
Ači! Nato pa kmalu zaspal. Takrat pa se je njegova mamica nečesa domislila. Vem, kako bi se Krtek lahko igral na snegu, je rekla zajčku in veverički. Prinesla je veliko belega papirja. Pridita z mano, je rekla, ter papir in škarje položila na mizo. Krtkovima prijateljima je povedala, kaj bodo naredili, in lotili so se dela. Ko se je Krtek zbudil, je v svoji sobi zagledal polno snežink. Presenečenje, so zaklicali njegova mamica, zajček in veverica. Naredili smo sneg zate. Ker je zdaj snežilo tudi v njegovi sobi, se je Krtek počutil bolje. Zdaj imamo dvojno snežino zabavo. Zimska zgodba z naslovom Najlepše darilo. Bilo je jutro na Ježkin rojstni dan in Ježka si je najbolj od vsega želela, da bi snežilo. Skočila je iz postelje in odgrnila zavese, a snega ni bilo. Ne sneži, je žalostno rekla, ko se je spuščala po stopnicah. Ne skrbi, jo je pomiril njen očka. Imeli bomo snežino zabavo in se na vreme sploh ne bomo ozirali. Popoldne je pozvonilo pri vratih. Ding dong! Ježkini prijatelji so prišli na zabavo. Očka je pripravil toliko hrane, je rekla Ježka, ko jim je odprla. In na mizi so čakali piškoti v obliki snežink, pa kolački, sendviči, piškoti in skodelice s sladkarijami. Ježka in prijatelji so veselo jedli in se sladkali. Gremo se predaj darilo, je predlagala Ježka. Podajali so si darilo v obliki snežene kepe in odstranjevali papir za papirjem. Wow, kakšna lepa snežena krogla, je rekla Miška, ki je odstranila zadnjo plast papirja z darila. Potem so se igrali še iskanje zaklada. Naloge na poti do njega so bile zelo zanimive. Nato je Ježkina mama prinesla torto. Videti je bila kot zasnežen gozd, saj je bila premazana s smetano, na njej pa so stale sladkorne smrečice. Zaželi si nekaj, so vsi zaklicali. Ježka je zaprla oči, upihnila svečke in si nekaj res močno zaželela. Kaj bomo pa zdaj počeli? Je vprašala. Vse smo že pojedli in igrali smo se že vse igrice. Zakaj pa ne pogledate skozi okno? Je nasmejan vprašal Ježkin očka. Ježka je s prijatelji stekla do okna in pogledali so ven. Vrt je pobelil sneg. Juhu, sneži, je zavpila Ježka in vsi so stekli na vrt. Vse popoldne so delali snežake, se kepali in imenitno zabavali. To je najboljša snežena zabava do zdaj, so prijatelji pohvalili Ježko. Vem, se je nasmehnila Ježka. Moja rojstnodnevna želja se je uresničila. Pa še zgodba z naslovom Igrivi pingvini. V zasneženem mestu so pripravili nastop v drsanju. Nanj se je pripravljal tudi pingvinček. Pognal se je po ledu, a mu je zdrsnilo in je pristal na redki. Nikoli ne bom tako dober kot drugi, je zavzdihnil, ko je gledal druge drsalce, kako so se podili in vrteli po ledu. Preveč neroden sem. Nastop se je začel in pingvinček je potrpežljivo čakal v vrsti s drugimi drsalci. Prvi je bil veliki pingvin. Švignil je po ledu, skočil visoko v zrak in znova lepo pristal na ledu. Gledalci so navdušeno zaploskali in vzklikali. Naslednja je na led stopila pingvinka v rožnatem krilcu. Zavrtela se je in se vrtela vse hitreje, tako hitro, da je pingvinček postal omotičen. Množica je očarano vzdihovala. Pred pingvinčkom je nastopila pingvinka v pikčasti oblekici. Drsalke so se ji lesketale, medtem ko je čudovito plesala in drsela po ledu sem ter tja. Zadnji je bil na vrsti pingvinček.
Z veliko treme je stopil na led in previdno stopicljal proti sredini. Počasi je drsal naprej in se prestavljal z ene noge na drugo. Poskušal se je zavrteti, pa mu je znova zdrsnilo, da je padel. Ko je poskusil vstati, pa je spet pristal na tleh. Množica se je začela smejati in pingvinček je bil v veliki zadregi. Zaneslo ga je na levo, potem se je opotekal na desno ter se trudil ostati na nogah. Le pogumno, je zaklical veliki pingvin iz množice. Tvoja točka je zelo dobra, je dodala pingvinka v pikčasti oblekici in se prijazno smejala. Tudi pingvinček se je začel smejati, mogoče pa navsezadnje ni bil tako slab. Postavil se je na noge, naredil smešno grimaso in se po trebuhu zapeljal po ledu. Gledalci so vstali in mu vzklikali. To, da je nasmejal gledalce, ni bilo nič slabega. Z veseljem so si ogledali njegov zabavni nastop. Dobro si je opravil, pingvinček, mu je klicala množica, ko se je priklonil. Odličen si bil. Najzabavnejši drsalec v zasneženem mestu si. In pa še zadnja zimska pravljica z naslovom Težave pri sankanju. Zajček Skokec je imel čisto nove sanke. Bile so čudovite zelene barve in vedel je, da bo z njimi drvel kot blisk. Zajček Puhec pa ga je vprašal: Se lahko grem s tabo sankat? Ne, je odvrnil Skokec. Z mojimi sankami se bom vozil samo jaz. Skokec se je odpravil proti hribu. Mucika se je igrala na vrtu in mu pomahala. Se greš sankat? Ga je vprašala. Skokec je pokimal. Lahko grem s tabo? Ne, nimaš sank, jaz pa svojih ne posodim nikomur, je rekel Skokec. Ko je prispel do hriba, je srečal Miško. Ti pomagam zvleči sanke na vrh? Ga je vprašala. Potem pa se lahko skupaj peljeva dol? Ne, je odgovoril Skokec. Sam se hočem peljati. Nato se je s sankami odpravil na vrh hriba. Kar težko je bilo, ker mu ni nihče pomagal. Na vrhu je sanke obrnil proti progi in hotel sesti nanje, takrat pa so začele drseti navzdol, kar same od sebe. O ne, je zavpil Skokec in gledal, kako sanke drvijo stran. Stekel je za njimi, a se je spotaknil in padel v sneg. Sanke pa so se ustavile šele ob vznožju hriba. Takrat pa je zagledal Puhca, kako se z Muciko in Miško igral v snegu. Zelo so se zabavali. Skokec pa je bil žalosten. Prav nič ni zabavno, če se sankam sam, je rekel. Skočil je na sani in se spustil do prijateljev. Žal mi je, da se nisem hotel sankati z vami, se je opravičil. Bi se še vedno radi sankali? Seveda, so zaklicali. Prijatelji so stekli na vrh proge. Skokec in Puhec sta sedla na sani, Mucika pa jo je močno potisnila. Vse popoldne so se imeli lepo. Po 2 in 2 so vlekli sani na vrh in se veselo spuščali. Skokec je bil vesel, da se je odločil svoje nove sanke deliti s prijatelji. Njegovi prijatelji pa prav tako. Ja, čudovite zimske pravljice, kaj ne? In s pravimi prijatelji ob strani je res vse mogoče. Sicer pa s snegom obarvana zimska pokrajina ponuja številne zabavne športne aktivnosti. Le pazljivi moramo biti, da se slučajno ne poškodujemo. Saj veste, zdravje je na prvem mestu. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še zimski pravljici, kjer so se veverica, zajec ter želva pomirili v drsenju. Vas zanima, kdo je zmagal? Prisluhnite pravljici z naslovom Tekmovanje in boste izvedeli. Lepo se imejte in uživajte lepe zimske dni. Prijeten pozdrav. Čau, čau. Res simpatična zgodbica, ja?